Dame in gospodje. Živjo, to je avtoportret drugič. Tokrat je v dolenjskih Benetkah zvezdo Mercedesa želel zasenčiti zvezdniški muc. Na slovenski trg sta pripeljala dva modela, ki utegneta postati zvezdi slovenskih cest. Nec poroča, kako kaj kažejo zvezde v avtošportu, no z nami pa je tudi zvezda slovenskega relija, ki baje peče najboljše pice v Vipavski dolini. No, pokažemo pa vam tudi utrinke spektakularnega druženja z Raptorjem iz kamnoloma. Ranger Raptor je puščavski dirkalnik. Namenjen je divjanju po širnih brezpotjih, skakanju. Njegova ključna razlika v primerjavi z običajnim Rangerjem je precej bolj zmogljivo vzmetenje. No in temu dodajte še takšne grobe terenske pnevmatike, ojačano šasijo, jekleno udarno ploščo in pa dirkaški vozni program Baha. Že ime je samo po sebi zgovorno. Ampak za pravi preizkus tega divjega Raptorja seveda potrebujemo temu primerno okolje. Dirke na makadamu v Sloveniji niso prav pogoste, no tukaj v kamnolomu Vert pri Vrhniki pa se vseeno na tem področju kar precej dogaja. Vsi si želijo, da bi marsikaj počeli, kar počnejo reli vozniki, potem pa dejansko je to malo težje v praksi, tako da pri nas je idealna priložnost, imamo tak poligon v kamnolomu in se lahko ljudje zabavajo. Ja, prednost je v bistvu ta varnost, ki jo imamo, ki jo ponujamo s tem, da je širši prostor, da lahko ljudje probajo, kako izgleda drsenje, kaj pomeni podkrmarjenje, prekrmarjene vozila. Dirkanje na makadamu seveda v primerjavi z asfaltom prinaša svoje specifike. Avto mora biti za takšno vožnjo in obremenitve, ki jih prinaša, seveda posebej prilagojen. Avto za po makadamu je fajn, da je malo močnejši, torej da je malo ojačana šasija. Pomembna je tukaj zaščita motorja, zato da se te kamni, da potem letijo vse naokoli, če je malo bolj dinamična vožnja, da ne poškodujejo vitalnih delov motorja. Potem ena od zelo pomembnih stvari je tudi, da imamo ojačano podvozje, če je le možno tudi dvignjen hod, zato da je avto čim bolj otal, da ne poberemo vseh teh skal in tega. Krampaste gume, torej da so malo večji bloki, da guma pride bolj v podlago, da pridemo prej do oprijema. Vsi pogoni so za makadama ok, torej prednji, zadnji in 4x4, če imamo pa še dodatne zapore diferencijale, pa sploh zabava. Kako se na tem terenu torej znajde Raptor, ki na tem seznamu postavlja večino kljukic? Poglejmo. Zakonitosti dirkaške vožnje po makadamu bo določala izbira dvo- ali štirikolesnega pogona. No, na voljo imamo tudi zaporo diferencijala, ki pa poskrbi, da navor vsakič pride do pogonskih koles v skladu s optimalnim premagovanjem zavoja ali pa kakšnega zahtevnejšega vzpona. Štirikolesni pogon bo seveda tisti, ki bo na makadamski podlagi najbolj učinkovit. No, svojevrstno zabavo pa na makadamu seveda nudi tudi zadnji pogon. Atraktivna drsenja, celo skoki, so za ta avto mala malica in to kljub temu, da tehta več kot 2 toni.
Foxovi blažilniki izhajajo iz dirkaškega sveta in seveda so prav ti glavni razlog, da je še tako ekstremna oziroma brutalna vožnja po takšnih podlagah še znosna za tehniko in znosna za voznika. No, katere pa so voznikove sposobnosti, ki jih moramo osvojiti za hitro vožnjo izven asfaltnih cest? Pomembna zadeva tukaj je obvladovanje drsenja. Glavna stvar, ki jo poudarjamo, je prenos teže avtomobila. Se pravi, kako pridemo do tega, da razbremenimo zadek, da avto spravimo v drsenje in da potem nam to pomaga pri sami hitrosti skozi ovinek. Z razliko od asfalta je makadam drseča podlaga. Tukaj moramo tako narediti, da avto že vnaprej predvidimo, kako se bo vozilo obnašalo, da vnaprej avto nastavimo, pomeni, da sprostimo zadek, da ima manj oprijema in s tem zdrsnemo v ovinek. Hitrejši, ko smo, prej moramo vse te stvari narediti. Ta trenutek je na trgu zelo malo vozil, ki so tako izrazito uživaško naravnana kot prav Raptor. V resnici bo ta avto tovor v svojem kesonu videl prav poredko in tudi njegova nosilnost je v primerjavi s klasičnim Rangerjem za 400 kg nižja. Avto za užitke torej. Tako kot pri raznih športih, recimo pri mountainbikeu so skoki, pri nekem surfanju je to, da drsiš z dilo po valovih, pri smučanju, recimo karvanje, vsi športi imajo neko tako zanimivost. No, pri avtomobilizmu, pri dirkanju in rallyju je pa to drsenje skozi ovinke. To je nek poseben užitek, ki se ga dirkači enostavno ne naveličajo. Dve bodoči zvezdi slovenskih cest. Preverili smo, kako glasna je nova Cupra in pa kako tih je novi Jeep. Jeep je še vedno sinonim za terenca, ampak Renegade ni čisto pravi Jeep, je bolj mestni Jeep. No, ampak kljub temu je zelo zanimivo, ko se ta avto s parkirišča odpelje povsem neslišno, na elektriko. Bolj smo vajeni kakšnega ropotajočega dizla, ampak časi se spreminjajo. Tako gre tudi Jeep v novo dobo in začeli so z elektrifikacijo svojih modelov Renegade in Compass. Gre za priključna hibrida, ki imata enak pogon. In tako je tudi Renegade opremljen z razmeroma veliko baterijo, ki je nameščena pod zadnjo klopjo. Elektrika bo uporabna predvsem v mestih, kjer boste z enim polnjenjem lahko prevozili do 50 km pred vklopom bencinskega motorja. No, kaj pa je pri vsem skupaj najbolj zanimivo? Poglejte tole oznako 4xe. Jeep je iz ponudbe umaknil klasični štirikolesni pogon in ga nadomestil z napol električnim. Če želite v Renegadeu imeti štirikolesni pogon, bo prvi par koles poganjal bencin, zadnjega pa elektrika. Prednji in zadnji par koles tako nista med seboj več fizično povezana, ampak njuno usklajenost nadzorujejo možgani računalnika. No, pri Jeepu pravijo, da učinkovitost ostaja. Pa poglejmo. No, takole na prvem res kratkem testu so občutki kar vzpodbudni. Za kaj več pa bo treba počakati na naš test. In takoj imaš za sebi kar jezik. Kako dramatično se sliši ime Cupra in kako dramatično se sliši ime
Formentor. In kako šele Cupra Formentor? Ok, pustimo ime. Pomembno je, da danes zbiramo prve vtise s prvim samostojnim modelom znamke Cupra. In čeprav gre za njihovo športno podznamko, logotipa Seata na tem avtomobilu ne boste našli. Ta avto želi ponujati nekaj več. In že na prvi pogled je jasno, da ga je načrtoval nekdo, ki ve, kako se stvari streže. Poglejmo 3 vroče lastnosti. Prvič, Formentor je na voljo z različnimi motorji. Za začetek imamo 1,5 litrski turbobencinski motor s 150 konjskimi močmi, potem pa najmočnejšega v slogu prave Cupre s 310 konjskimi močmi. No in na voljo je tudi hibridni pogon, priključni hibrid. Drugič, ali uspeš ugotoviti, kakšen pogon je v tem avtomobilu? Prisluhnimo. Verjetno po tem neizrazitem športnem zvoku niste ugotovili, da gre za najmočnejšo različico Formentorja s 310 konjskimi močmi. In res, Formentor je tudi družinski avto, zato njegov karakter ni izrazito podivjan. No in primanjkljaj na zvočnem področju so Cuprini inženirji nadomestili z umetnim zvokom, ki prihaja iz zvočnikov v potniški kabini. No pa presodite sami, kako vam je to všeč. In tretjič, takole že na prvi pogled navduši notranjost avtomobila. Sedeži so školjkasti pri vseh modelih in tukaj na volanskem obroču imamo 2 posebna gumba. Prvi je namenjen zagonu motorja, drugi pa je gumb Cupra. Če se ga drži dlje časa, aktivira Cupra program, torej tistega dirkaškega. No, ampak seveda zanima nas tudi, kako se Formentor pelje. Počakajte na test. Držimo pesti, da bo letošnja sezona v avtošportu bolj pestra kot lani. No, nekaj se že dogaja, več pa v avtosportretu. Končno se s počasnim prihodom pomladi začenja tudi sezona motošporta. No, v resnici je ta imela kar hiter prehod z lanske. Od začetka tega leta pa se je v resnici zgodilo že kar veliko. Slovenska zveza za avtošport AŠ 2005 je objavila koledar prireditev za gorsko-hitrostne dirke, relije in ostale dirke pri nas. Rehberg v Avstriji bi morala biti prva dirka za prvenstvo v gorskih dirkah, pa so jo že drugič odpovedali. Tako je zdaj prva dirka GHT Tolmin, novo prizorišče na naših tleh, ki bo odprlo sezono v začetku maja. Dodan je bil še hrvaški Skradin, nato pa sledijo poletne dirke na Gorjancih, v Lučinah in v Ilirski Bistrici. Sezona se bo končala v Buzetu in Čedadu. Koledar za reli pa zgleda podoben kot lani, pred odpovedmi seveda. Začetek aprila v Vipavski dolini, sledita Velenje in Ina Delta, sredi poletja Železniki, septembra Nova Gorica in Poreč ter oktobrski finale v Idriji. Obe prvenstvi tako vsebujeta 7 dirk. Aktualni državni prvak v reliju Rok Turk bo letos naslov branil z novim soveznikom. Njegova desna roka bo Viljo Šlaj. Blanka Kacin namreč pričakuje naraščaj, za kar ji seveda čestitamo. Turk in ostali slovenski dirkači pa se v aprilu obetajo nastop na reliju Hrvaška, ki šteje celo za svetovno prvenstvo. Ko smo že pri Vrtcoju, prvo preizkušnjo v Monte Carlu je dobila posadka, ki brani naslov, Sebastian Ogier in Julien Igrassia. Toyota tako dobila zelo dober izkupiček, poleg zmage še drugo in četrto mesto za Evansom in Rompero. Sledijo arktični reli na Finskem, nato pa že hrvaški reli. Seveda se bo Zagreba konec aprila oglasila tudi naša ekipa, če bodo razmere le dopuščale. Pričakujete pa lahko objave na našem Facebook in Instagram profilu ter videe na našem YouTube kanalu. Zato se le naročite, da ne boste ničesar zamudili. Tudi Formula 1 je razkrila obsežen koledar s 23 dirkami, vključno z novim prizoriščem v Saudski Arabiji. Prvi ekipi, ki sta razkrili dirkalnika za letošnjo sezono, sta McLaren in Alfa Tauri. Ti dve ekipi imata tudi novost drugih dirkačev.
Ricciardo se je z Renaulta preselil v McLaren, Tsunoda pa je iz Formule 2 napredoval v AlphaTauri. Dogajalo se je tudi na drugi strani Atlantika v Daytoni, ki tradicionalno odpre sezono IMSA s 24 urami Daytone in NASCAR z Daytono 500. Slednjo je po 2 hudih nesrečah in dolgi prekinitvi zaradi dežja prvič v karieri po 358. štartu dobil Michael McDowell. Lanska sezona ni bila pestra niti za našega tokratnega gosta. Ampak dirkaška penzija nikakor ni na vidiku, pa čeprav je v lanskem letu spekel veliko več pic, kot pa naredil dirkaških kilometrov. Pozdravljeni, danes je z nami Grega Premrl. Poznate ga kot voznika relija. Grega pa je tudi del podjetniške družine in pa zaradi tega tudi veliko na poti. Koliko kilometrov narediš povprečno na leto? Ja, sem enkrat računal, da na leto z reljem naredim tam med 100 in 120 tisoč kilometrov na leto. No, tako da z različnimi avti, službeni, privat. Tudi kdaj se usedem v kombi, pa kaj peljem, je pa vse vključeno, da sem na cesti. Tako da dnevno sem pa povprečje po mojem tam 3 ure na dan. Torej zate bi bil primeren električni avto trenutno ali bo preveč kilometrov? Prav, da ne. Če se spomniš, ko sem te vprašal za en električen avto, če ga lahko vzamem na test, si mi tako odsvetoval, ko sem te povedal, kam bi šel po Sloveniji in ne bi daleč prišel. Kaj pa bencin v reliju? Zdaj se vse več govori tudi o elektrifikaciji avtomobilskega športa, ampak relij je taka specifična disciplina. Kdaj ti misliš, da bomo se mogli tisti ljubitelji relija v taki tradicionalni obliki, kot ga poznamo do zdaj, sprijazniti s tem, da bo v bistvu relij malo drugače izgledal v prihodnosti? Ja, če gledam po sebi, je moja želja, da se nikoli to ne bi zgodilo. Kakor smo pa pred kratkim videli po teh družabnih omrežjih, se že testira ena Škoda električna. Vse skupaj čudno, no, me prav zanima tudi, kako je za vožnjo. Po mojem ni tega pristnega, ne vem, ker dirka moraš čutiti avto, slišati. Ko smo recimo objavili ta posnetek, vsi so se spodaj vso žalostno, mislim, to je konec sveta, ne, za ljubitelje relija. Si že kdaj slišal koga, da bi rekel, jaz pa komaj čakam, da bo relij avto pa šel na elektriko? Ne. Je pa eno dejstvo, da pa, ker sem probal električne avte, so pa res tukaj glede pospeškov, pa se ne more primerjati, recimo. Tako so pa res taki, ker vidiš, kaj je elektromotor, sem še zmeri. V zavesti ljubiteljev avtošporta je to, da mora zadeva rohneti, mora grmeti. Sploh ljubiteljev relija se mi zdi, da je še to bolj zakoreninjeno. Ker relij je tak tipičen šport, ki ni tako zelo televizijski, ne, in ga rad doživiš v živo. Ne. Ampak vidimo pa, da avtomobilski proizvajalci pač enosmeren promet gre proti elektrifikaciji. Se ti zdi, da če bi šlo pa mogoče vse skupaj res v trend elektrifikacije, da bi bilo potem več posluha v voznikov, da bi več slovenskih dirkačev tudi dobilo mogoče podporo? Zdaj, v katero smer bi se mogli razvijati, ne vem, vse je pogojeno z denarjem, vse je pogojeno, da je bila kakšna večja podpora. Če imaš ti eno večjo podporo, ne vem, kakšne firme, sponzorja, bi lahko kdo, kakšen mlad šofer tudi kaj več naredil v Evropi, v svetu. In žal ni tukaj vse samo talent, trening, ampak trening je zelo spet pogojen z denarjem, ker v reliju vse to stane, od zapor, cest do vsega. Tako da upam pa, da v prihodnje, da bi bil kakšen mlad, da bi imel tako podporo staršev, podjetij, da bi tudi na evropskem svetovnem nivoju kaj naredil. Če pustimo zdaj ob strani te čase, ki so težki, pa si dovolimo malo sanjati. Sanjski dirkalnik, sanjsko zvrst motošporta, pa sanjsko dirko, kje bi nastopil? Definitivno relij. Sanjski avto. Sanjski avto je vsakom po mojem VRC. Glede na to, da večino vozimo samo asfaltne dirke, relije, v Sloveniji bi šel kakšen asfaltni relij VRC, recimo Nemčija ali pa Korzika. Finska, Tenemika, skoki. Tam, koliko je bilo to zadnja sezona z DS-om, se spomnim Banščice pa skok. Publika je najbolj tebe pričakovala, se pravi Finska potem mogoče? Da je bila Finska, recimo asfaltni relij s temi skoki, podpišem takoj z veseljem in bilo I believe I can fly z avtom, ampak Makedam je pa, imam premalo treninga na Makedamu in je res hudo tam. Med onimi drevesi, skoki,
šesta do ful je vsa čas. No. Kaj pa od slovenskih relijev, kateri je tisti tvoj najljubši, na katerem najraješ dirkaš? Lahko rečem, da relij Nova Gorica, relij Vipavska dolina, to so meni ena dva najljubša. Predvsem zaradi publike, navijačev, ljudi pride res veliko. Pa brzinci se mi dopadejo. Ne zaradi tega, ker sem dejansko po novem domačin relij Ajdovščina Vipavska dolina, ampak pač se mi dopade konfiguracija samega relija, predvsem pa že samo vzdušje, koliko tekmovalcev pride, pa tudi organizacija na nivoju. Ko si omenil Vipavsko dolino, dobiš zdaj še zadnjo najpomembnejše vprašanje. Po Vipavski dolini se govori o nekih picah, mogoče ti kaj veš o tem? Ja, dobro vem. Na prvi dirki, ko bo v naslednji sezoni, mogoče v servisni coni, če zmagaš v klasi, obrneš eno pico. Bom dve. Eno obljubim, če zmagam, bo pa dve pice. Ok, izmenjeno. Ga držimo za besedo. Ok, hvala Grega, pa se vidimo, če ne prej, pa na prvem reliju. Hvala Luka za povabilo in se vidimo v reliju Vipavska dolina in pol pri meni na pici. Zmenjeno. Prave Benetke morda obiščemo v enem izmed naslednjih avtoportretov. No, tokrat pa smo uživali v dolenjskih Benetkah. Nismo šli na križarjenje, je bilo pa prav tako zelo udobno po zaslugi križanca. Tam, kjer se nižinski krakovski Pragos počasi vzpenja v Gorjance, leži Kostanjevica na Krki. Edino slovensko mestece, ki leži na otoku. In če se vam v današnjih časih zdijo prave Benetke skoraj nedosegljive, pa vam bo kmalu na razpolago oziroma so vam že na razpolago dolenjske Benetke. Mnogi pravijo, da je Kostanjevica na Krki najlepši in pa najbolj gostoljuben izletniški kraj v Sloveniji. Tokrat smo jo obiskali z najmanjšim terencem v ponudbi Mercedesovih vozil, ki je sliši na ime GLA. In četudi je najmanjši, tudi ta sodi v plemenito družino. S plemenito pa mislimo predvsem na prestižno. Na prestiž kaže že vsem dobro poznana značka, a kot radi pravimo, nekaj več ne boste plačali zgolj za značko, pač pa za znanje in kakovost, ki se skrivata za njo. Gre za sodobne tehnologije, varnost, učinkovitost pogona in pa odličen občutek pri vožnji. Novodobni Mercedesi namreč nudijo odličen kompromis med dinamiko in udobjem in nič drugačen ni niti GLA. Pot do Kostanjevice je lahko prijetno izletniško umerjena ali pa dinamična, odvisno od tega, kaj si želite. Bo pa v vsakem primeru takšen avto pravi sopotnik. Če se na izlet odpravite v paru, bo takšen avto povsem zadostoval. Novinec je namreč od predhodnika predvsem prostornejši. Prostorsko zahtevnejše družine pa lahko posežete po modelu GLB, ki niti ni bistveno dražji. V primeru GLA podoba predstavlja pomembno komponento. Navsezadnje gre za trendovskega mestnega terenca in takšen paket AMG Line videz le še potencira. Za izletnike je Kostanjevica idealen počitniški ali pa izletniški kraj pravzaprav v vseh letnih časih. Ljubitelji kulture boste tu našli številne kulturne spomenike, med drugim tudi galerijo Božidarja Jakca s Forma Vivo. Športni navdušenci, vas pa tukaj čakajo številne pešpoti in pa kolesarske poti. Navsezadnje tudi reka Krka.